1. maj uspešen? Ste bili na kresovanju? Pivo čevapčiči? Kako originalno. Ste popili kakšen alkoholni napitek? Ja, ste popili več kot 10 alkoholnih napitkov. Ste prišli domov zgodaj zjutraj? Ki je bil že na pol dan? Ste se vlegli v postlo, vrgli en aspirin vase, 1 liter Coca-Cole, zaspali in čez 10 minut vas je zbudil tole. Ti. Zna biti zoprno, a? Mislim, da glasna godba ob 6. zjutraj ne spada med zdravila proti mačku. Mislim, bil Anthony Bourdain v eni od svojih oddaj je naštel seznam zdravil proti mačku. In tlele gledam, vse je gor. Aspirin, Coca-Cola, joint. In iskreno povedano, bolj gledam godbe nikjer ne najdem. Ni. Godbe ni. Ljudje mačka resno jemljajo in če je kaj dokaz za to, potem je to to. Slovenija se je na praznično jutro prebudila ob tradicionalnem igranju godb, ki pa ga je v Dupljah v občini Naklo nekdo prijavil policiji. Vi že veste, kdo ste bili. In sram vas bilo. Ti godbeniki so celo noč vadili, da so lahko zjutraj zaigrali za vas. Vi pa tako, vi pa policijo poklicali. Oni niso šli na kresovanje zaradi tega jutranjega nastopa ob 6. Vi jim pa policijo pokličete? A veste kaj, kdo je dirigiral drugač Zubin Mehta? Kdo jim je dirigiral godbenikom? Simon Rattle? Koga so najeli? No ne vem, zanima me, koga so letos najeli, da je dirigiral. No na Rožniku je potekel sindikalni kres. Kdo bil? Ne, noben. Na katerem se je zvrstila vrsta govornikov, ki so jih obiskovalci poslušali z velikim navdušenjem. Ste prisluhnili kakšnega govoru? Ne, nisem. Po 10-15 letih sem na Rožniku in sem si zaželela, sem slišala, nisem pa nič. Ker tudi poslušala nisem. Pa ti sindikati, pa govori, pa delovske pravice. Ja, to smo pa zamudili. A ste slišali tudi kakšen sindikalni govor? Ne, sva prej pa zamudile sva. Žal. Ne vem, jutri bo po mojem. Ne, sindikalni govori so že bili, a ne? Ne, nisem, jaz sem prišel pred kratkim, o 9:30. Ista zgodba, govorci so se celo leto pripravljali, celo leto so govore pisali, da jih pol ni ben poslušal. Če to ni krivica, potem jaz ne vem, kaj je. To je skoraj tako grozen, kot to, če celo noč vadiš zgodbo, da ti zjutraj policijo pokličajo. In kakšne govore smo vsi skupaj zamudili? Vivat sindikalizmus e la libertà. Živel sindikalizem, živel praznik dela. A ste videli, a ni to fajn, ker ne rabiš nič spiti, pa vse glih nič ne razumeš? Viva libertà, viva komunizmo, viva liberalizmo. Da ni ona slučajno mislila Diva Narija, Diva Afrodit, pa se je zmotila. Ne vem, da ni to gospa slučajno zamešana. Ampak veste, kaj mi je pa najbolj všeč pri teh zgodbah o kresovanju? Da so se Ljubljančani ukvarjali z govori, Štajerci pa z dejanskim kresom. Torej, kakšni so napotki za vse tiste, ki si bodo kres pripravljali doma in na kaj moramo biti pozorni in seveda, kdaj vemo, da nam je pa ogenj zdaj res odšel izpod nadzora in je potrebno vas poklicati na pomoč? Oprostite, če to ni praktičnost, Štajerci so praktični. Ni zanimajo pomembne stvari, ne pa govori. Ni zanima, kako bojo vedeli, da je kres ušel iz nadzora. Ti Miran, a midva veva, kdaj kres uide iz nadzora? Ja. Veva, ja. A res veva, Miran? Ja. Zakaj sprašuješ? Zato, ker hiša gori, Miran.
A je to znak, da je Kres ušel izpod nadzora? Ja, je, ja. Dober znak, ja. Čuj, kaj naj pokličem regionalni center za obveščanje? Pa prijavim, da je Kres ušel izpod nadzora? Ja. Te pa daj, no. Štajerci so mi všeč, oni nočejo govorov. Oni hočejo varen Kres in oni hočejo... In da bo fešta, kot ti pravimo, o dobri zabavi na Štajerskem trajala do jutra, ne? To bo pa definitivno. Tako se govori. V Kamnici, juhu! V Ljubljani pa, eviva revolucion, eliva... Zdaj se pa, pa te pa še poslušam, Ben. Tako da se pa sami odločite, kaj je boljš. Sami presudite, jaz mi rekel samo tako, v dneh, ki so sledili po 1. maju iz Štajerske, ni prišlo nič pretresljivih novic. Kaj pa z Ljubljane? Slovenijo pretresa posnetek pretepa in nato streljanja, ki so mu bili v soboto priča v ljubljanski Šiški. Moški je v enem izmed lokalov najprej udaril žensko, nato pa mu je z udarci vrnila skupina moških. Potem je pretepenemu kar s pištolo v roki na pomoč priskočil znanec ali prijatelj. Napadeni je stekel za skupino, ki se je hitro razbežala in pričel streljati. Tako je pa to, kad nič ne piješ, pa govore poslušaš. Ampak meni ni čisto jasen, kaj se je zgodilo. Ta cela zgodba je izredno konfuzna. Nekdo je udaril žensko, kaj v njenem imenu mu je vrnila skupina moških, pa je nekdo tretji prinesel pištolo, ki jo je podaril pretepenemu, ta je začel streljati, kaj. Jaz sem izgubljen. Ja, pa je še nazaj, v glavnem. A lahko prosim zvemo kaj več? A ste slišali v soboto to streljanje? Smo. A je bilo več strelov? 4. Mislim, da 4 ali pa 5. Jaz sem na unstran. Niste pa videli nikogar? Ne. Nisem. Niste videli, To je da... meni hišnik povedal. A ne, drugače. Slišala sem, ampak zmeraj nekaj se to dogaja. Ne. Meni je drugač hišnik povedal. Jaz drugač v Domžalah živim. Rada pa kaj povem, če vprašate. A ste v Vatikanu videli dim? Sem, jaz sam sem z Domžal. Jaz še zmer točno ne vem, kaj se je zgodilo. Pokal je, to vem, pa glasno je pokal, ker te gospe izgledajo kar prestrašene. Kakšno pa je uradno poročilo? Moškega naj bi skupina neznancev začela pretepati potem, ko je v enem izmed gostinskih lokalov udaril žensko. Kot so še sporočili iz policije, so se neznanci potem, ko so odjeknili streli, razbežali, moški pa je potem znova obračunal žensko, nato pa se je sam javil na policijski postaji. Oba sta po dogodku bila lažje telesno poškodovana. Ti pa kaj se trenutno žre to po Ljubljani? Ker to mi ne bo noben rekel, da ni šmarnica. To je šmarnica. Me ne bo noben prepričal, da ni šmarnica. Zdaj, ker gre še vedno za dokaj konfuzno zgodbo, smo prosili Ministrstvo za notranje zadeve, da nam naredijo poročilo v obliki, da bi ga razumeli tudi otroci. Zato jih plačujemo! Mislim, da si narod zasluži vedeti, kaj se je zares zgodilo in tole so nam poslali. Bine in Maja sta bila zaljubljen par. Nekega dne sta sedela na pijači in se pogovarjala. Bine se je razjezil na Majo in jo zelo grobo pobožal. Ko so ostali medvedki zvedeli, kaj se je zgodilo, so se spravili na Bineta in ga na prijazen način podučili, da se medvedk nikoli ne sme tepsti. Nenadoma pa se je pojavil Binetov prijatelj, ki mu je prinesel pištolico, s katero bi se lahko ubranil pred drugimi medvedki. Bine je pištolico rade volje sprejel in z njo v rok poslal medvedke, ki so ga tepli. Ko je z njimi opravil, se je vrnil k Maji in jo ponovno grobo pobožal. Potem je pa odšel na medvedjo policijo in povedal, da se ni lepo obnašal. Medvedja policija ga je pa postavila na hladno, kjer se Bine še danes ohlaja. Konec. Zdaj je pa malo bolj jasno, ja. In to še ni vse. Gotovo nas vse zanima, zakaj je sploh prišlo
do konflikta med moškim in žensko na prvem mestu. Ta pari se kregajo, ampak jaz mislim, da narod je dolžen vedeti, zakaj. No, oddaja ta teden z Juretom Godlerjem ima, kot veste, kamere povsod. Ja. Tudi v vaši spalnici. O, ja. Mirko, tvoji ženi ne pašejo kviki, bolj se potrud. In imeli smo jih tudi pri sporu med moškim in tole žensko, med tema dvema udeleženima v incidentu. Res, dajmo si pogledati, zakaj jo je moški brutalno fizično napadel. Nekaj ti moram povedati. A veš, da meni pa všeč, ko ima tudi slakonja ta zelo. Nasilje v kakršnikoli obliki je nesprejemljivo, sploh na ženskam. Ampak ga pa malo bolj razumemo, tega gospoda. Zdaj pogledamo, kakšna je situacija v Vatikanu, ali je novi papež že izvoljen. Se opravičujem, tole ni bil posnetek iz Vatikana, tole je bilo iz Podsrečja pri Bisernici, pri družini Podbevšek Klatnik. Imajo očitno novega papeža. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.